Resnični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Preden se potopite v sladke sanje, vam preberem pravljico z naslovom Lu in posodica sreče. Nekateri dnevi se preprosto začnejo z levo nogo in zdi se, da jih nič ne more popraviti. Dolgčas je kriv, je rekla babica, medtem ko je nizala trike in ukane, s katerimi ga odgnati. Vendar Lu je vedel, da dolgčasa, tega neprijetnega in nepričakovanega občutka, ki doda uram težke kopice dodatnih minut, ni lahko pregnati. Lu je bil daleč stran od svojega velikega mesta, polnega cest in ljudi, in daleč od svojega doma, polnega igrač. Kaj mu je torej preostajalo, tako majhnemu in samemu sredi podeželja, da napolni z dobro voljo in zabavo tisto poletje pri babici, za katero se je zdelo, da ne bo nikoli več minilo. Lu je videval babico, kako se zaposleno giblje po hiši, z robcem tesno privezanim pod brado, da drži na mestu kodrasto dlako. Videti je, kot da se ona nikoli ne dolgočasi, je pomislil Lu, odločen najti rešitev. Morda bi moral početi iste stvari. Tako se je majhen mestni zajček začel z dobro mero navdušenja, prvič, odkar je pomnil ukvarjati z domačimi opravili. Z resnim in zaposlenim pogledom, kot ga imajo odrasli, se je potrudil v vseh kotičkih domačije in celo zunaj. Ni mu bilo treba dolgo čakati, da je čas ponovno začel teči z normalno hitrostjo. Pravzaprav je skoraj začel hiteti, kot da bi kdo nenadoma ponovno zagnal vse ure na svetu. Nekaj pa še vedno ni bilo čisto prav. Kaj je narobe, mali moj? Je vprašala babica, ko je videla Luja popolnoma namrščenega, medtem ko je poskušal pospraviti pravkar umite skledice nazaj na polico kuhinjske omare, ki je bila nekoliko previsoko zanj. Z žalostnim pogledom je globoko zavzdihnil. Nabral sem korenčke na vrtu, mešal omako, obesil perilo, je odgovoril Lu, nekoliko razočaran nad poskusom. Vendar ne deluje. In kaj ti manjka, dragi? Je vprašala babica. Lu je ponovno zavzdihnil. Manjka zabava, sreča, je rekel končno, ves potrt. Babica ga je razumevajoče pogledala. Sreča, mali Lu, je zapletena beseda. Težko je sploh razumeti, kaj pomeni. Toliko bolj jo je težko najti. Bi ti vedel, kje jo iskati? Lu je malce premislil ter na to odločno odgovoril. Doma, ko nisem vesel, me peljejo na vrtiljake ali na ogromni sladoled, ali pa mi kupijo novo igračo. Njegove male temne oči so se kar zasvetile, medtem ko je obujal te prijetne spomine. Po kratkem premoru je babica segla do zadnje police kuhinjske omare ter z nje vzela veliko stekleno posodico, polno svetlečih kovancev. Vzemi, dragi, mu je velela. Drži se poti med sončnicami in pojdi v vas. Ti kovanci ti bodo morda pomagali najti, kar iščeš. Lu jo je vzel z veliko mero radovednosti. Prijeten žvenket je preplavil prostor ob vsakem gibu. Zakaj pa je tukaj narisano morje? Je vprašal, potem ko si je podrobno ogledal obrabljeno nalepko na strani. Babica se je nasmehnila in mu povedala, da je že dolgo nazaj začela zbirati kovance, ki jih je našla v torbici ali v predpasniku, da bi si končno šla ogledat morje. Minilo je že veliko časa od tedaj. Uporabi jih na najboljši možen način, ga je še nagovorila.
Navdušen nad tem, da je imel majhen zalogaj čisto zase, je Lu prosil za dovoljenje, da se nemudoma odpravi, in obljubil, da se bo vrnil pravočasno za večerjo. Stekel je ven in po poti med polji kmalu prispel v vas. Babičina vasica je bila prav drobna v primerjavi s širnimi avenijami in tisočerimi lučmi mesta, v katerem je odrasel. A vendar so se tukaj vsi poznali in pozdravljali po imenu. Dober dan, gospod Pap. Prekrasen dan za ribarjenje danes, ni res? Se je slišalo reči med ulicami, ali pa: Gospa Fluff, kako pa kaj rastejo letos paradižniki? Tudi trgovci so poznali na pamet okuse in potrebe vsakega posebej. Do te mere, da je na primer lastnik drogerije imel vedno na zalogi mazilo za brado profesorja Kaševca, medtem ko je gospa Bucik, vaška šivilja, znala sešiti prekrasne plesne obleke, ne da bi sploh morala vzeti mere gospem. Lu je bil očaran nad tem svetom, tako prijaznim in obenem tako drugačnim od njegovega velikega mesta, kjer se je vsem vedno mudilo. Hkrati pa se je pogosto počutil nekoliko izključenega, saj ga nihče v vasi ni poznal dovolj dobro, da bi mu z majhno pozornostjo dal čutiti, da je poseben. Toda tistega popoldneva se je Lu imel za zelo pomembnega. Na razpolago je imel posodico, polno kovancev, s katero je lahko vstopil v trgovine, tako kot odrasli, in si obenem izbral karkoli bi ga lahko osrečilo. V natrpani glavni ulici vasi, polni trgovin in prodajalen, je Lu spet našel zvrhano mero dobre volje. Fasciniran je opazoval raznobarvne izložbe, ekstravagantne napise in ulične prodajalce ter pozorno poslušal veselo in delovno brenčanje ceste. Bilo je skoraj kot na prazničen dan. Najprej nam je potrebno nekaj sladkega, je pomislil, odločen vstopiti v novo vaško slaščičarno. Okrašena je bila z bleščečim rdečim okvirjem, imela je posladkani rogljiček kot napis in dve ogromni izložbi, polni tort in peciva, ki sta gledali na ulico. Celo zrak se je zdel sladek. Lu je bil obkrožen z bomboni, lizikami, sladkorno peno in potem še s tortami, pitami, krofi in sladkorčki. In s čokoladnimi bomboni, pralinami in pokovko s karamelo. Vonj po svežem kruhu in piškotih mu je polnil nosnice, medtem ko je pritiskal smrček ob izložbo. Tako, mislim, da je to sreča, si je rekel. Želiš kaj, mladi mož? Je nenadoma vprašal gospod s smešno kapo v obliki gobice. Jaz sem Ginger Jill, slaščičarski mojster. Vse, kar vidiš tukaj, je božansko, nemogoče je izbrati. Lu se je strinjal. Izbrati eno sladico bi pomenilo odreči se drugi, morda celo bolj okusni. Imel bi nekaj kandiranih vijolic, je rekel končno, ker jih ni še nikoli poskusil, in nekaj turškega medu, za primer, da vijolice ne bi bile dobre, kot je pričakoval. Ginger Jill je zavihal svoje velike brke in pripravil lepo vrečico, polno okusnih dobrot. Lu je odvil pokrov svojega kozarca in položil nekaj kovancev na pult, preden se je poslovil. Konec koncev ni bilo tako težko vesti se kot odrasli. Ponovno na ulici je Lu pogledal svoj mali plen, ki je dišal po sladkorju. Ravno v tistem trenutku je njegovo pozornost pritegnila privlačna glasba. Tik za vogalom je ulični glasbenik zabaval mimoidoče svojo svetlečo kitaro. Ljudje so ploskali po ritmu in občasno je kdo spustil kovanec v obrabljeno kapo na tleh. Glasbenik se je vsakič zahvalil z nasmehom in nadaljeval igranje s še večjo strastjo. Morda bi bilo prav, da mu pustim enega, je pomislil Lu in pogledal kovance v svoji posodici. Toda še preden se je odločil, je nekoliko naprej opazil nekaj čudovitega. To je trgovina z igračami, je pomislil, popolnoma vzhičen nad izložbo, napolnjeno z avtomobilčki, baloni in medvedki.
V trenutku je pozabil na dobre namere in planil vanjo. Notranjost je bila še lepša od izložbe. Ni vedel, kje ustaviti pogled, ugrabljen od razno raznih barv in množice ponijev, zmajev in lesenih vlakcev. Lu je bil trdno prepričan, da bo odšel praznih rok, zadovoljen že samo z ogledovanjem, dokler ni zagledal nečesa izjemnega, nekaj, česar ni še nikoli videl poprej, pravo indijansko pokrivalo. Že si je predstavljal, kako ponosen indijanski poglavar jaha svojega žrebca, medtem ko se spretno izmika kavbojcem. Ni mu preostalo drugega, kot da ponovno odpre svojo posodico in se še drugič obdari. Tu se je začel počutiti resnično srečen. Skoraj omamljen od čustev se je Lu odpravil domov. Preostanek popoldneva bi bil preživel s sladkanjem in v boju z namišljenimi kavboji na dvorišču. Vendar je vasica imela zanj še eno presenečenje. Le nekaj dni je manjkalo do poletnega sejma in nekatere stojnice so že bile polne vabljivega blaga. Mogoče je bilo celo ciljati na keglje ali pa, še bolj zahtevno, loviti račke iz velikih kotlov polnih vode. Vendar se je Lujev začudeni pogled ustavil pri metu na tarčo. Kdo bi bil zmožen neverjetnega podviga ter na prvi met zadeti sredino? Luju je sicer uspelo, vendar toliko strelov po prvem, da je porabil vse preostale kovance. Toda ni se počutil posebno krivega, poleg tega je osvojil še veliko balonov. Dnevna svetloba je začela upadati. S pernatim pokrivalom na glavi, prazno posodico pod roko, vrečko s sladkarijami privezano na pas in baloni v roki, je Lu odšel domov. Je to sreča? Si je mislil sam pri sebi. V to ni mogel biti prepričan, toda zdelo se mu je, da je tako. Pot med sončnicami je obhajala veliko kmetijo s sadovnjaki in živalmi vseh vrst, ki so se preprosto pasle, kjer jim je bilo ljubše. Med bučami in koruzo, na polju nedaleč od njega, je zelo nenavaden prizor vzbudil njegovo radovednost. Odločil se je, da bo neopazno pristopil, da bi razumel, kaj se dogaja. Izza ograje je Lu videl kmeta, med skoraj zrelimi bučami, kako je vihtel grablje visoko nad glavo, z njimi mahal in tekal iz enega kraja polja na drugega. Malo iz radovednosti in malo iz svoje običajne želje po pustolovščini je Lu pomislil, da bi ubogemu kmetu ponudil šapo. Kaj se dogaja, gospod? Ali potrebujete pomoč? Kmet se je ozrl, nekoliko presenečen, da je na svoji njivi našel majhnega zajčka, oblečenega v indijanca, ki je s seboj nosil neverjetno količino balonov. Toda njegov položaj je bil tako kritičen, da ni dolgo razmišljal, preden je odgovoril. Da, mali, res jo potrebujem. Moje drago strašilo, Henry Šivek, je preveč prijazno dovran. Zdaj ga že poznajo in se ga ne bojijo več. Te porednice so pokljuvale vse moje prečudovite buče. Kmet je bil videti resnično potrt, medtem ko so si vrane, nameščene visoko na rokavih strašila, namuznjeno ogledovale njegov smešni ples z grabljami. Lu je malo premislil in kot strela iz jasnega se mu je prikazal izhod iz zagate. Če imate lestev, lahko rešim vse, je rekel ponosno, medtem ko so se mu ušesa kar tresla od navdušenja. Ni bilo videti, da bi kmet delil njegovo prepričanje, vendar ni imel česa izgubiti. Zato se je odločil, da mu zaupa. 10 minut kasneje je Henry Šivek imel popolnoma novo indijansko pokrivalo z barvitim perjem, ki se je zibalo v vetru in mu dajalo hud in grozeč videz. Prestrašene vrane so se odločile, da se bodo tistega večera, pa tudi vse prihodnje dni, odpovedale bučam in vsem drugim okusnim sadežem na kmetiji. Kmetovo navdušenje je bilo tako silovito, da ni mogel zadržati pohvale Luju in njegovi ideji. Zdaj so buče na varnem in lahko zorijo v miru, je še dodal.
Ko sta se poslovila, je Lu prvič občutil nekaj drugačnega kot preprosto zadovoljstvo. Počutil se je srečnega, a drugače kot takrat, ko je kupil pokrivalo v trgovini z igračami. In nenavadno se mu je zdelo, da ga je brez obžalovanja prepustil strašilu, čeprav mu je bilo tako všeč. Vedel je, da bo tam sredi polja tisto obarvano perje opravilo za nekoga zelo pomembno delo. Takoj, ko je ponovno vzel pot pod noge, je opazil malo zajčico, ki se je trudila s kamnom udarjati v zadnje kolo svojega vozička, ter se ji približal, da bi bolje videl nenavadno operacijo. Ali kaj potrebuješ? Ga je jezno vprašala, bolj malo navdušena nad njegovo prisotnostjo. Toda Lu je vedel, da ljudje postanejo nervozni, kadar so v stiski. Z nežnim glasom se je odločil vztrajati. Če mi poveš, kaj je narobe, ti morda lahko pomagam. Pogledala ga je od glave do peta, nato pa nazaj čez vrh ušes. Premajhen si, ne moreš. Toda Lu se ni pustil odvrniti. Pogledal je kolo. To se je upognilo in voziček ni mogel več naprej. Res je, majhen sem, je rekel, ampak včasih imam velike zamisli. Ne da bi počakal na odgovor, se je začel motati okoli kolesa, na katerega je privezal vse svoje balone. Poškodovana stran se je takoj dvignila in tako uravnotežen bi voziček lahko šel kamorkoli. Zajčica si je presenečeno ogledala rešitev, tako preprosto, a obenem tako sijajno. Res imaš čudovite ideje, mali, je rekla končno in mu pomežiknila. Jaz sem Mija, pozdravljen. Nisem vedno tako godrnjava, a sem bila pozna za dostavo časopisov in skratka, žal mi je. Louis je več kot z veseljem segel v šapo in užival v komplimentu. Zdaj moram teči, da nadomestim izgubljen čas, vendar bi te rada predstavila drugim, če želiš. Vsak večer se srečamo pri starem vodnjaku, pridi kadarkoli ti je ljubše, je dodala Mija, preden je z veliko hitrostjo oddirjala s hriba. Voziček je delal kot ura in Lu se je počutil tako srečnega. Ne le, da je rešil še eno težavo, ampak je dobil tudi priložnost, da spozna nove prijatelje za igro. Lu je spet začutil, kako se mu nekaj premika v srcu. Čeprav je imel komaj še katero od kupljenih stvari in je bila njegova posodica že prazna, se je počutil neverjetno zadovoljnega. Babičini kovanci so bili dobro porabljeni, si je mislil sam pri sebi. Dala mi jih je, naj bom srečen. In zdaj smo srečni trije. Nadaljeval je s potjo in začel mrmrati melodijo, ki mu je brenčala v glavi, ne da bi vedel, od kod prihaja. Nenadoma se je spomnil uličnega glasbenika. Podaril mi je to pesem, a mu nisem dal niti kovanca, je pomislil in zardel od sramote. Toda zdaj, ko je imel prazne roke, kaj bi lahko sploh storil? Prepričan, da mu bo v tistem dnevu odličnih idej že prišla na misel rešitev, se je Lu obrnil in stekel nazaj v vas. Glasbenik je bil še vedno tam in je iz klobuka pobiral zadnjih nekaj kovancev, preden se je odpravil drugam. Počakajte, je zavpil Lu z glasom zadušenim od težkega dihanja. Glasbenik je radovedno pogledal malega zajčka, ki je tekel proti njemu. Dali ste mi pesem, ki me osrečuje, toda zapravil sem vse svoje kovance in ne vem, kako bi vam povrnil. Stekel sem nazaj, da bi se vam opravičil, se je Lu stisnil v ramenih. Če pa želite, vam lahko ponudim turški med in kandirane vijolice. Glasbenik je veselo sprejel prisrčno povabilo. Skupaj sta sedela na klopi in žvečila turški med in vijolice, katere so se na koncu izkazale za izjemno dobre. Lu mu je povedal celotno zgodbo o stekleni posodici, o tem, kako se dolgočasi pri babici, o stvarih, ki jih je kupil in kako je pomagal drugim. Ni mu bilo žal za vse, kar je izgubil, prav nasprotno, veliko bolj srečen je bil. Tako gre to, dobro se vedno pomnoži, je dejal glasbenik. Babici se je to zgodilo, kot je dala te kovance. S tem, da je postavila tvoje veselje
pred svoje, je pravzaprav osrečila oba. Lu ni mogel razumeti pomena njegovega govora. Konec koncev mu je babica dala nekaj kovancev, ki jih ni potrebovala in so bili tam v omari, kdo ve, kako dolgo že. Ni se za nič prikrajšala, da bi jih dala njemu. Tu se motiš, je odgovoril ulični umetnik. Ta posodica je pomenila upanje. Dokler je bila v omari, je bila možnost, da bi si ogledala morje, resnična, čeprav oddaljena in malo verjetna. S tem, ko jo je dala tebi, se je odrekla tem sanjam. Ob teh besedah je Lu začutil, kot da bi ga nekaj streslo. Dneve pri babici je preživljal tako, da se je pritoževal, ker ni imel česa početi. Pripovedoval, kako neverjetno lepo in polno življenja je bilo njegovo veliko mesto, ne da bi se zavedal, da je bila sreča za babico ravno v tem, da ga je imela pri sebi tisto poletje. In to ji je bilo dovolj, ni bilo treba posodic, kovancev ali česarkoli drugega. Lu je skočil s klopi kot strela. Zdaj moram res iti. Ta posodica in jaz morava narediti še nekaj zelo pomembnega danes. Glasbenik ni niti utegnil odgovoriti, ko je Lu že ubral pot med sončničnimi polji. Končno doma je Lu našel babico, ki je pometala dvorišče. Vesela kot vedno, da ga objame. Kako si se imel, otrok moj? Si se zabaval? Ga je vprašala in opazila prazen kozarec. Lu je nosil na belem smrčku ogromen nasmeh. Babica, ne boš verjela, kaj vse se mi je zgodilo. Zdaj pripravim večerjo, da bova jedla, pa ti bom vse povedal. In je stekel v hišo. Babica je pomislila, da je še premajhen, da bi lahko sam poskrbel za večerjo, a mu ni želela kvariti navdušenja. Navsezadnje je Lu postajal velik in je želel to tudi dokazati. Tistega večera sta imela prav poseben obed z vsem, kar je Lu utegnil najti v shrambi, in se do poznega pogovarjala o velikih dogodivščinah tistega popoldneva. Noč je hitro minila in naslednjega dne, nekega toplega jutra sredi avgusta, je Lu podal babici nekoliko zanimiv predlog. Babica, a greva danes na morje? Ona, ki je medtem obešala perilo, ga je nekoliko začudeno pogledala. Mali moj, morje je zelo daleč od tu, je odgovorila razočarano, ker ni mogla izpolniti njegove želje. Lu se je hudomušno nasmehnil in jo prijel za šapo ter jo pospremil za domačijo. Z malo domišljije, je morje tisto, ki pride k nam, je dejal. Čakala ju je čudovita plaža s peskom, ležalniki, palmami in galebi. Lu jo je upajoče pogledal. Nikoli še nisem videla pravega morja, vendar mislim, da ne more biti lepše od tega, je končno rekla babica, malce ganjena. Ležala sta na soncu, z očali na nosu in sadnimi koktejli v šapah, ter sta skoraj utegnila vonjati slani zrak in slišati valove, kako se lomijo ob obali. V drago staro posodico pa sta spravila nekaj peska iz te veličastne plaže, da bi se zavedno spomnila dneva, ko ju je morje prišlo obiskat. Povej mi, Lu, kako ti je uspelo vse to? Ga je čez nekaj časa vprašala. Veš, babica, delil sem srečo in ta se je pomnožila. Babici se je to zdel odličen odgovor. In veste kaj? Tudi meni se to zdi odličen odgovor. Če srečo seješ, jo po vsej verjetnosti tudi žanješ. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.